Lepo pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o slovenskem medijskem prostoru. Malo podrobneje pa bomo nekaj izvedeli tudi o tem, kako so se nekatere državne institucije oglaševale v medijih. Katerih in kako, nam bo povedal Domen Savič, novinar, aktivist, soustanovitelj zavoda Državljan D. Lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Torej, lepo, da si se oglasil na Obali in da smo te uspeli tudi ujeti. Mogoče za začetek bi želela vprašati, glede na trenutno situacijo v Sloveniji, kakšno se ti zdi stanje v medijih? Je to recimo na nivoju profesionalnega novinarstva? Vemo, da v medijih je vedno manj denarja, časopisi nižajo svoje naklade, RTV pa je dobil novo vodstvo. Torej, kako te spremembe zdaj recimo pokoronske ocenjuješ sam? Zdaj, mogoče bi začel z eno razliko med medijsko krajino in novinarsko krajino. Jaz nekako vključujem med novinarji, se pravi med profesionalci oziroma ljudmi, ki recimo svojim strokovnim pristopom opravljajo funkcijo novinarstva v demokraciji, kjer imamo recimo odpiranje nekih problematičnih tem, kjer v bistvu novinarji ponujajo neko platformo za izmenjavo mnenj, in mediji, ki so v svojem bistvu pač podjetja, ki jih zanima samo profit oziroma ki skušajo na, bom rekel, najboljši način ali pa na najprofitnejši način prodati novinarsko delo. Zdaj, kriza v medijih oziroma kriza v novinarstvu oboje poznamo v Sloveniji. Veliko več se govori o krizi v medijih, se pravi v industriji, pomanjkanje denarja, pomanjkanje sredstev za delovanje medijskih hiš. Veliko manj se govori o krizi v novinarstvu. Predvsem zaradi tega, ker se ponavadi v krizah pogovarjamo prek medijev in bi se mogli tako novinarji v bistvu obračati proti svojemu delodajalcu in mu zastavljati neprijetna vprašanja oziroma terjati od njega odgovore na ta neprijetna vprašanja, ker se enostavno ne dogaja. In potem v tej recimo kulturi molka nastajajo vedno večji problemi, ki dobivajo občasno sicer neke pavšalne rešitve, večinoma se pa te zadeve kotalijo pač v prihodnost. No pa, če grejo potem malo bolj konkretno, torej RTV je dobil novo vodstvo, veliko kritik je bilo, zdaj dejansko kaže, da naj bi se zniževala tudi gledanost, nekaj oddaj so prenehali snemati, nekaj se jih nikoli ni vrnilo, Studio City je postal zdaj Marcel, se pravi so ga precej okrnili. S podrobnim pogledom lahko opazimo, da naprimer dejansko zapolnjujejo čas z nekimi minutami za meditacijo in kontemplacijo, kjer gledamo kupe pingvinov, ki gledajo v morje, in to traja minuto in pol, na koncu je glasbeni del, glasbeni zaključek. Kaj torej se na RTV-ju dogaja? Ali res lahko pričakujemo, da s tem višanjem RTV prispevka se bo kaj spremenilo? Ali bi, če grem v večji ekstrem, nekateri pravijo namreč, da bi bilo najbolje, da bi tako kot v Grčiji skoraj da požgali vse do tal in se postavili na novo, kajti ta veliki mastodont nima problema samo na vrhu, ampak tudi marsikje vmes. Mogoče že začnem na koncu. To grški scenarij za javne medije oziroma za medije je res nekaj najslabšega, kar se lahko zgodi, oziroma ljudje, ki govorijo o tem, da bi grški scenarij dejansko pomenil neko rešitev tega problema, enostavno ne vejo, o čem govorijo oziroma nimajo pojma o javnih medijih. Javni mediji so, pa ne samo po mojem mnenju, eden od ključnih elementov pač delujoče demokracije oziroma delujoče demokratičnega društva in so kot taki nepogrešljivi in vredni vsakega centa oziroma vsakega evra, ki ga davkoplačevalci dajemo za to, da obstajajo oziroma za to, da funkcionirajo. Na drugi strani je dolgoletni problem konkretno javnega zavoda RTV Slovenija to, da je bil to do recimo zadnje, bom rekel, zakonske menjave oziroma zadnjega zakona o RTV-ju, to vedno plen koalicije. Se pravi, stranke, ki so zmagale na volitvah, ki so uspele sestaviti koalicijo so imele
mogoče celo neposreden, definitivno pa posreden pač nadzor nad delovanjem in ustrojem javnega medija. In to se je pač poznalo na kvaliteti kadra, na kvaliteti prispevkov in na vseh zadevah, ki so pač povezani z delovanjem. Zdaj, meni osebno se zdi zakon oziroma trenutni zakon o RTV-ju, ki je takrat botroval oziroma ki je imel za posledico spremembo sestave programskega sveta, ki se bo zdaj ne reče več programski svet, in je noter pripeljal neke nove ljudi na nivo upravljalcev oziroma na nivo direktorjev, jaz mislim, da je to dobra stvar. Jaz mislim, da je dvig prispevka, ki ga zdajšnje Ministrstvo za kulturo izvaja v okviru tega zakona, kjer lahko za 10% dvignejo prispevek v času nekih, da rečem, kriz oziroma v času nekih neprijetnih situacij, pot v pravo smer, zaradi tega, ker če pogledamo, RTV prispevek se ni dvigoval oziroma se praktično ni spreminjal zadnjih 20 let. Če pogledamo, kaj se je vse oziroma kako je inflacija rasla, kako so se spreminjale cene klasičnih dobrin, goriva, vseh ostalih elementov našega življenja, lahko vidimo, da je pač 12,75 evra mesečnega prispevka za RTV popolnoma nezadostna za to, da pač bi se vzdrževala kvaliteta oziroma da bi javni medij lahko polnopravno opravljal svojo funkcijo, ki jo ima v demokratični družbi. Zdaj, a bo samo dviganje prispevka rešilo vse probleme, ki jih ima ta zavod in samim sabo in s politiko in v bistvu z javnostjo? Seveda ne. Je pa to korak v pravo smer. Treba se je zdaj samo vprašati oziroma treba je zdaj samo gledati, ali bodo imeli odločevalci na eni strani in na drugi strani, ali bo imela RTV struktura dovolj moči, dovolj smisla za reševanje skupnega, da bo pač to zadevo oziroma da bo pač to, lahko rečemo tudi sanacijo, pripeljala do konca oziroma da bo pač rešila to, kar je vredno rešiti. Še enkrat ponavljam, meni osebno, pa kot že rečeno ne samo meni, se zdi pač javni medij ena od ključnih gradnikov delujoče demokracije. In ko enkrat padejo javni mediji oziroma ko enkrat, recimo gremo po grškemu scenariju, se ta zadeva nikoli ne vzpostavi nazaj v enako ali pa, boh ne daj, boljše stanje, in B, zaradi manjka javnega medija v društvu, trpijo tudi ostale funkcije demokracije. Trpijo nadzorne funkcije, trpi nadzor nad odločevalci, trpi nadzor nad našimi izvoljenimi predstavniki v parlamentu, na nižjih inštancah, in vse to pelje samo v še slabšo situacijo za vse, ki recimo živimo, delamo in delujemo v nekem demokratičnem sistemu. Tako da se mi zdi, da je rešitev RTV-ja oziroma reševanje RTV-ja, da to sploh ni vprašanje, da vprašanje je samo, dajmo reči, kvaliteta rešitve oziroma kvaliteta tega procesa, ki bo pripeljala do recimo nekega na novo vzpostavljenega normalnega stanja. Pa to normalno stanje pomeni, kot smo lahko od enega od prejšnjih vodilnih, Uroša Urbanije, poslušali, tako imenovano uravnoteženje javnega medija, pri čemer je mislil, da mora biti tako veliko desnih ideologov izprašanih na intervjujih, kot naprimer tako rekoč levih ideologov izprašanih na intervjujih. Ali je to pravo novinarstvo, je to pravi način, kaj naj bi uravnoteženje medija sploh pomenilo? Uravnoteženje medija oziroma uravnoteženost recimo medijskih komunikacij v javnem prostoru je pač izum niti ne slovenske desnice, ampak globalne desnice, ki je s to definicijo dobesedno ugrabila jezik, ki ga mi uporabljamo, ko se pogovarjamo o medijih. Kar naenkrat imamo leve in desne medije, kar naenkrat so vsi mediji politično obarvani in imajo za sabo neke politične botre in se potem ti botri v bistvu preko medijev, da rečem, spopadajo v neki javni areni, kar preprosto ni res. Mediji lahko sicer izkazujejo določene preference, bom rekel, z določeno politično opcijo, ampak kot že rečeno, med mediji in novinarstvom obstaja velika razlika. In novinarstvo je obrt, novinarstvo je delo, ki ga opravljajo za to posebej usposobljeni delavci, ki grejo skozi izobraževanje oziroma ki grejo skozi
bom rekel, tudi obrtniško sito, zato da na koncu izdelujejo oziroma zato da na koncu opravljajo neko družbeno koristno funkcijo. Razlike med levim in desnim novinarstvom, kar ne obstaja, še enkrat poudarjam, je samo v tem, da bi radi desničarji oziroma da bi radi desne stranke oziroma politični predstavniki desne opcije pridobili oziroma si zagotovili neomejen dostop do naših ušes, možganov in src, preko katerega bi lahko komunicirali oziroma širili, bom rekel, svojo vero oziroma na tak način vplivali na državljanke in državljane. Tukaj ne gre za novinarstvo, tukaj ne gre za kritično preverjanje dejstev, tukaj ne gre za razpravo, ki temelji na neki bazi argumentov, ampak gre za repeticijo nekih strankarskih floskul, za utrjevanje desničarske ideologije in na koncu koncev za poneumljanje naroda. In na eni strani je zelo težko uiti tej lažni dihotomiji med desnimi in levimi mediji, tudi zaradi tega, ker so, kot že rečeno, desničari veliko bolj zverzirani pri ponavljanju teh floskul, pri utrjevanju tega dojemanja. Hkrati je pa na drugi strani, v bistvu, kot že rečeno, levo-desno novinarstvo teoretski, praktični in univerzalni nesmisel, za katerega ne moremo drugega reči, kot da gre za veliko neumnost, ki nima v bistvu nobene podlage v dejanskem svetu. Bi lahko rekli, da so tako imenovani desni mediji mogoče krivi tudi za povišan diskurs sovraštva v družbi? Kot že rečeno, ni desnih medijev. Vse, kar je desnega pri recimo teh strankarsko povezanih medijskih podjetjih, ki izdajajo neka, in bom rekel, parastrankarska glasila, je samo to, da je mehanizem dostave vsebin podoben kot pri recimo dejanskih medijih. Se pravi, gre za neka spletna mesta, gre za neke televizije, gre za neke časopise, ki so samo po formatu mediji. Medtem ko je vsebina, medtem ko je v bistvu sporočilna vrednost njih praktično nična oziroma je, kot že rečeno, refleks strankarske propagande. Zdaj, zanimiva je ta povezava tega ekstremno desničarskega diskurza, ki ga imamo v Evropi in po svetu že od, bom rekel, 2015 oziroma po recimo tej prvi gospodarski krizi, ki je potem sledil veliki begunski val v tem obdobju 2014-2015, kjer se mi zdi, da ti ne mediji oziroma da ta propagandna trobila desnice opravljajo vlogo velikega normalizatorja tega diskurza. Se pravi, če se je pred recimo begunsko krizo, pred gospodarsko krizo, ki je bila v bistvu uvod v begunsko krizo, če se je predtem v javnosti vseeno predpostavljalo, da obstaja nek nivo, bom rekel, kulturnega komuniciranja oziroma nekega medsebojnega spoštovanja, nekega zavedanja človekovih pravic in vsega ostalega, so bili ti mediji oziroma ta trobila vključno oziroma v povezavi z vedno bolj ostro oziroma vedno bolj ekstremno držo desničarskih politikov in v Evropi in v Združenih državah Amerike, ključna za normalizacijo diskurza sovraštva, kjer je bilo kar naenkrat normalno zmerjati pripadnike spolnih, etničnih, verskih manjšin, kjer je bilo kar naenkrat normalno ta iste pripadnike, ta istih manjšin napadati, jih pretepati v javnosti, kjer smo naenkrat prišli v situacijo, kjer so ljudje iz propagande oziroma iz govorov desničarskih politikov in njihovih propagandističnih glasil dobili signal, da je biti ok oziroma da je biti normalno sovražen do recimo temu manjšin. Hkrati se pa te manjšine zaradi tega, ker niso imele zagotovljene recimo politične reprezentacije, ker niso imele zagotovljene medijske reprezentacije, ker niso imeli nikogar, ki bi jim stopil v bran, hkrati so pa po logiki manjšin predstavljali manjši del civilne družbe, niso imeli nobenega vzvoda obrambe.
kar pomeni, da se je pač večina oziroma da se je del recimo te popularne večine lahko mirno, neomejeno in brez nekih pretiranih sankcij spravljal na njih z verbalnim, s fizičnim nasiljem, z psihičnimi zlorabami in da se pač nikomur ni zgodilo nič. Poleg tega je pa svoje naredila oziroma ni naredila tudi sodna oblast, ki je v Sloveniji do zdaj še vedno oziroma v večini primerov preferirala svobodo govora, ki je, se strinjam, ena od pomembnih vrednot, preferirala svobodo govora v zameno za ta diskurs sovraštva. Se pravi, ljudje, ki so mogoče po krivici, mogoče po resnici doživeli, dajmo jim reči, svinčene čase sociokomunističnega režima, se zdaj v bistvu vedno znova v glavi vračajo v čase cenzure oziroma v čase nekega pravilnega govora in s tem utemeljujejo spodbujanje sovraštva, širjenje sovraštva, čeprav je jasno, da pač sovraštvo, spodbujanje napadalnosti proti preomenjenim manjšinam nikoli ne more biti predmet svobode govora. Ker je kot tak omejen z drugimi, s pravicami do spoštovanja, s pravicami do človekovega dostojanstva in z vsemi ostalimi pravicami, ki morajo delovati ena z drugo. In so v bistvu razporejene na isti ravni oziroma na isti, da rečem, na isti ravni. In nobena pravica ni nad drugo pravico. In potem tukaj med pasivnimi oziroma stran gledajočimi oblastmi oziroma nadzorniki, med izredno navdušenimi desničarskimi politikami, ki z ugrabljenim jezikom v bistvu dvigujejo prag netolerance v družbi in ljudmi, ki v določenem primeru vidijo signal, da zdaj je pa vse to, kar si prej držal v sebi, povedati javno in ne samo, da ne boš kaznovan, ampak te bodo ljudje še nagradili, pozdravili in spodbujali to izražanje sovraštva, dobimo pač nek zelo čuden miks signalov, ki vodijo v to, kar se danes dogaja, kot že rečeno, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugje po evropskih državah, v Ameriki in drugod po svetu. Pa se potem ta diskurs iz trobil preliva tudi v medije. Naprimer, zelo jasna je pozicija, sploh če v Sloveniji govorimo o priporočanju o rusko-ukrajinskem konfliktu ali izraelsko-palestinskem. Zdaj mogoče čisto primer iz tujine, ampak pri Guardianu naprimer so jim prepovedali dajati v isto poved besedo ubiti in ime države Izrael. Pri nas je včasih tudi pri trobilih jasno vidno, na kateri strani so, če se mediji nekako poskušajo vseeno držati tega, bom spet uporabila to zloglasno besedo, uravnoteženega poročanja, pa še vedno lahko opažamo, naprimer prav na nivoju besed, razlike, kot so naprimer v Ukrajini so ubili deklico, najdli so jo pod ruševinami, naprimer. Medtem, ko imamo na drugi strani, da so našli nekaj mrtvih Palestincev. Se pravi, tukaj govorimo o nekem pasivnem, kot Palestinci umirajo očitno sami od sebe, po drugi strani imamo Ukrajince, ki jih obijajo grozni Rusi. Je to tudi primerno za novinarsko poročanje? Kaj od tega je bolj primerno? Jaz bi rekel, da v poročanju oziroma v vojnem poročanju ali pa v vojni je prva žrtev vedno resnica. In v nobeni vojni do sedaj se novinarstvo ni izkazalo v svoji kritični, relevantni, objektivni vlogi, ampak je šlo vedno do določene mere za neko propagando, ki je bila povezana z recimo geopolitično situacijo v tistem času. Jaz mislim, da je tudi na področju oziroma na vojnih žariščih izredno težko iz čisto objektivnih razlogov zagotavljati objektivno poročanje oziroma poročanje, ki bi zadostilo nekim kriterijem objektivnega novinarskega poročanja, da se tega novinarji zavedajo oziroma da je to jasno vsem, ki delujejo v tem novinarsko-medijskem ustroju in da je to pač nek signal krute realnosti, v
živimo in v kateri se politično odločamo ravno na podlagi teh parcialnih, rahlo do pretežno propagandističnih poročil z vojnih žarišč. Kar se ponavadi zgodi v praksi pri recimo bralcih, poslušalcih, uporabnikih takih medijev oziroma takih novinarskih vsebin, je, da skušamo nekako ponotranjiti to, kar preberemo oziroma to, kar vidimo v medijih, s tem, kar nosimo v sebi. Oziroma, da iščemo neke medije ali pa neke medije, neke novinarske vsebine, ki v bistvu reflektirajo to, kar mi že itak vemo o tem konfliktu. Če ničesar ne vemo, oziroma če so nam ti konflikti daleč, oziroma nimamo, da rečem, neke preference, kdo je dober in kdo je slab, se pač izklopimo iz tega, oziroma vedno manj konzumiramo te medije, oziroma teh medijev enostavno ne spremljamo. Ne? V primeru, da imamo preferenco, oziroma da se pač znamo postaviti na, da rečem, pravo stran, beremo, iščemo medije, ki nam odražajo oziroma ki nam potrjujejo to, kar itak že vemo. Ne? Čeprav je to vedenje oblikovano na nekih stereotipih, na nekih osebnih izkušnjah, na nekih logikah, ki v bistvu z vedenjem oziroma z neko, da rečem, objektivno informacijo oziroma z neko znanostjo nimajo veliko veze. Zdaj, problem, ki nastane pri taki konzumaciji oziroma pri potrjevanju tega, kar že itak pod narekovaji vemo, je, da mu potem sledi politično odločanje. Da se na podlagi teh dezinformacij, lahko bi rekel, malo pretirano, mogoče teh subjektivnih mnenj o določenih konfliktih, odločamo glede političnih potez svoje države oziroma unije držav, ki jim ta naša država pripada, in ostalih povezanih političnih akterjev. In potem vidimo, da je recimo temu prvi aksiom demokracije, ki temelji na racionalnemu posamezniku, ki se odloča oziroma ki predaja del svojih političnih demokratičnih pravic svojim predstavnikom, zato da lahko on dela drugo delo, ampak vse temelji na raciju oziroma na razumu, vidimo, da to nima nobene veze z realnostjo, da je vse politično ali pa da je vedno večji kos političnega odločanja temelji na emocijah, da so to v bistvu emocije, ki so na drugi strani načrtno sprovocirane ali zatrete z pozicije oziroma strani politikov, medijev in ostalih recimo relevantnih družbenih skupin, in da se na koncu v bistvu vse to dogaja, kot že rečeno, na nivoju skoraj da biologije, hormonov in ostalih spodbujevalcev oziroma kreatorjev čustev, ki z resnico, objektivnostjo, razumom, toleranco, spoštovanjem in ostalimi visokoletečimi besedami demokracije oziroma demokratičnih pojmov nimajo ravno velike zveze oziroma da delujejo v veliki večini primerov nasproti njim. Pa tu prihaja tudi do takšnih primerov, kot recimo eden, s katerim si verjetno seznanjen. Nedavno je prišlo ven poročilo Komisije za preprečevanje korupcije, ki je nekako očitala Ministrstvu za kulturo, da ne bi rabili izplačati nagrade Svetlani Makarovič po toliko in toliko letih. In tukaj smo imeli ravno to zelo čustvena poročanja na eni strani o tem, da poglejte, saj tukaj jasno piše, in na drugi strani ne, temu sploh ni bilo tako. Šlo je pa za isti dokument, ki so ga oboji objavili, le interpretacija je bila drugačna. Ampak ravno to je boj za interpretacijo, oziroma mi živimo, delujemo v svetu interpretacij. Interpretacije so tisto, kar nam tudi v normalnem življenju omogoča recimo temu normalno delovanje, zaradi tega, ker nam interpretacije, ki recimo potem vodijo v stereotipizacijo, olajšujejo premišljevanje o določenih zadevah. Če bi se mi morali vsakič znova o vsaki zadevi oziroma o vsaki osebi, ki jo recimo srečamo v življenju ali pa s katero stopimo v stik v življenju, da bi se mogli vsakič znova od začetka
preizpraševati o tem, a je to dobro, a je to slabo, a je to koristno, a je to nekoristno, a je to nekaj zame, ali ta oseba oziroma se ta zadeva dogaja proti meni, bi bil tak način življenja nevzdržen, ker bi nam dobesedno pregoreli možgani od vsega tehtanja, preračunavanja oziroma bi se spremenili v neko GPS mašino. Stereotipi so pa na eni strani olajševalci tega bremena življenja, na drugi strani pa izredno nevarni mehanizmi oziroma nevarne bližnjice, ki nas vodijo v ravno tako razmišljanje, s katerim v bistvu sploh ne vidimo, kaj se dejansko dogaja v svetu. Če smo prepričani, da so pač določeni ljudje, določene politične opcije slabe, bomo avtomatično vse njihove poteze, kretnje oziroma vse ostalo početje okarakterizirali kot slabo. Če smo prepričani, da je določena politična, da so določeni politiki, da je določena politična struja dobra, bomo vse to, kar počnejo oni, interpretirali kot dobro. In tukaj je treba izredno velike osebne napore vložiti ravno v to dejansko kritično preverjanje, v dejansko branje, v dejansko ocenjevanje, v dejansko izdelovanje mnenj, ki temeljijo na nekih dejstvih, za razliko od stereotipiziranja, kako veš, da določen politik laže, a odprl je usta. To je zelo nevarno, na drugi strani je pa na žalost ali pa na srečo zelo človeško. In bi bil zelo začuden, če se ljudje ne bi obnašali na tak način. Se pravi, če ne bi stereotipizirali, če ne bi v bistvu iskali nekih krajšnic, ima pa to za posledico vse to, kar vidimo v svetu oziroma in doma in po svetu, izredno problematično razumevanje pač dogodkov, izredno problematične interpretacije tudi, tako kot ste vi rekli, nekih dokumentov, nekih ugotovitev in izredno problematično razumevanje vloge državljana, svojih oziroma njegovih predstavnikov in vseh ostalih, ki pač delujemo v tem politično-družbenem spletu. Pa obstajajo mogoče kje na svetu kakšne države, ki mogoče regulirajo poročanje? Po eni strani tukaj govorimo o svobodi govora, ampak kdaj svoboda govora recimo prestopi to mejo? Se pravi, da naprimer ravno kot podaljšek nekih skrajno desnih političnih opcij napada različne identitarne skupine, se pravi ponavadi LGBT, migrante, vse tiste, ki so malo drugačni in bojo lahko služili kot nekakšen ovinek od tega, da bi se ljudje spraševali, naprimer, kaj politik sam dela in potem lahko v tistem času marsikaj drugega naredi, ker bo preusmeril pozornost na določene skupine ljudi. Ponavadi jim rečemo ranljive skupine, torej ljudi, ki so že tako ali diskriminirani, ali imajo manj pravic, ali kaj podobnega. Ali imamo kje torej kakšno situacijo, da bi bila ta regulacija mogoče boljša kot v Sloveniji, oziroma ali bi morali v Sloveniji bolje regulirati to mejo svobode govora? Imamo sicer zdaj ta člen o sovražnem govoru, ampak se mi zdi, da je precej neizkoriščen. Ne, v Sloveniji tega premisleka o tem, kaj je še družbeno sprejemljivo in kaj ni družbeno sprejemljivo, nismo nikoli opravili, predvsem zaradi tega, ker nam še zmeraj vladajo, bom rekel, odločevalci ali pa politiki iz prejšnjega režima, ki so zelo uspešni pri navidezni reprodukciji stanja, da se mi še zmeraj nahajamo v tistem prejšnjem režimu, da se ni nič spremenilo, ampak da bodo oni rešili situacijo enkrat v ne tem mandatu, ampak po naslednjih volitvah, če bodo izvoljeni. Problem, ki ob tem nastane, je pa ravno v tem, da si sploh ne upamo oziroma da je izredno težko postavljati ali pa sploh premišljevati o nekih omejitvah sovražnosti, oziroma o nekemu omejevanju še sprejemljivega družbenega diskurza, ker je pač edina vrednota svoboda, razen takrat, ko svoboda drugih vpliva name, v tem primeru je pa svoboda absolutno prepovedana. In ima to za posledico ravno to, da v bistvu se skozi vrtimo okrog istega problema, oziroma da delamo v bistvu vedno iste napake na vedno isti način z vedno istimi napačnimi potezami.
Zdaj, kako iziti iz tega problema oziroma iz tega začaranega kroga? Zdaj v teoriji poznamo recimo 3 ali pa 2,5 načina. Eden je z recimo samoregulacijo. Se pravi, samoregulacija, bodi si, da jo aplicirate na recimo novinarstvo oziroma na neko stroko, bodi si, da govorite o neki družbeni samoregulaciji. To pomeni, da se družba sama pri sebi kolektivno na podlagi nekih prejšnjih izkušenj, slabih ali dobrih, odloči za določeno delovanje. Temu se mogoče tako na nek pavšalen način reče lepo vedenje, ki se ga učimo od svojih staršev oziroma ki ga prevzemamo od starejših in ki v bistvu ni nikjer zapisano, pa vsem drži. Na drugi strani imamo regulacijo, ki je v bistvu črka zakona oziroma zapisana in izvedena črka zakona, ki jo poznamo v recimo zakonodaji, ki jo izvajajo recimo organi države oziroma organi pregona in ki je v bistvu do neke mere kodifikacija tega samoregulatornega okvira oziroma, da mu rečemo pavšalno, lepega obnašanja. Na drugi strani pa usvajanje nekih norm ali pa zapisovanje nekih norm, ki veljajo recimo v nekem delu sveta, ki mu hočemo pripadati. Recimo, ko smo šli v Evropsko unijo, nam je Evropa oziroma nam je Evropska komisija, Evropska unija naložila določene zakonske okvire, ki veljajo v vsej Evropski uniji, zato da bi potem, ko enkrat stopiš v ta recimo klub, lahko delovali vsi po istem principu oziroma bi vsi člani kluba pristajali na ista pravila kluba. Zdaj, problem, ki je v Sloveniji, je prvi vedno večji oziroma signifikanten razkorak med teorijo in prakso. Se pravi, da imamo na papirju napisane neke zelo lepe in zelo koristne stvari, kar se tiče zakonodaje, ki je pa pač ne izvajamo v praksi. In na drugi strani, da določenih zadev nimamo napisanih v zakonodaji, pa jih pač izvajamo v praksi, ker so nam dane v zibko oziroma ker je to del naše vzgoje. Zdaj, problem nastane pri slalomiranju med tem, kar vemo, da drži, in tem, kar je zapisano, da mora držati. In tukaj nastajajo največji problemi. Nažalost je slabo vedno pred dobrim oziroma lahko dobro samo razreši konflikt, ko se enkrat konflikt zaključi, kar pomeni samo to, da je naslednja konfliktna situacija oziroma da je naslednja bitka med dobrim in slabim, če grem res na biblijsko področje, bolj komplicirana oziroma se pač dogaja v tem slalomu med zapisanim in naučenim. Jaz mislim, da v Sloveniji nam, če gremo po tej logiki, manjka tega izkustvenega dela oziroma moramo iti velikrat na let, da se pač potem to ali naučimo ali pa da to izvajamo oziroma zapišemo in potem izvajamo v nekem zakonskem okviru. Vedno manj potrpljenja je, se mi zdi, med ljudmi za tako dolgotrajno šolanje na tem področju in ne vem, upajmo, da bodo naslednje generacije oziroma da se bodo pač generacije, ki prihajajo za nami, iz tega nekaj naučile in da bodo pač nadaljevali študij na neki višji ravni, da bodo šle potem tako kot mi in tako kot naši starši in njihovi starši iz vrtca, osnovno šolo, srednjo šolo in potem neko družbeno gimnazijo, ampak da se bo ta zadeva začela enkrat premikati z neke mrtve točke oziroma z neke točke, iz katere smo izhajali vsi. Če pogledamo recimo mlajšo generacijo poslancev, ki zdaj nekako prihajajo na svoj vrh, uspešno izkoriščajo tako nove medije, kot tudi te klasične medije, podaljške svojih strank pravzaprav, in se očitno učijo marsikaj drugega. Pri Zavodu Državljan.de ste recimo ugotavljali, da eden od načinov, kako lahko ti mediji pod narekovaji sploh delujejo, je bilo recimo konkretno financiranje v zadnjem času strani državnih oziroma javnih organizacij, zavodov, institucij. Kje pa je tukaj prihajalo do nekega neskladja z zapisanim? Zdaj problem recimo te desne strankarske propagande oziroma teh medijskih podjetij,
ki so na več različnih načinov povezani s političnimi strankami, bodi si prek lastništva, bodi si prek lokacije, bodi si prek recimo temu ljudmi, ki delujejo kot uredniki oziroma novinari, je v tem, da je mogoče bom rekel tako, da je na površju vloga oziroma naloga teh propagandističnih trobil jasna, in to je pač utrjevanje strankarske politike oziroma strankarskih pogledov na določeno situacijo. To izhaja iz tega načina, o katerih sploh najprej, o katerih pojmih oziroma o katerih problemih pišejo te mediji oziroma trobila, na kakšen način se opredeljujejo do določenih problemov, do manjšin, do beguncev, na vse zadnje tudi do podnebne krize oziroma do globalnega segrevanja, in kakšne rešitve ponujajo za te probleme oziroma kdo naj bi po mnenju trobil pomenil odrešenika teh vseh problemov. Najbrž ni treba dvakrat reči, da so to stranke oziroma da so to politiki, ki pripadajo oziroma ki so povezani s ta istim trobilom. Problem, ki ga imajo trobila oziroma ki ga imajo strankarska trobila v javnosti, je, in to se je izkazalo recimo skozi našo raziskavo, da tega nihče ne gleda. Da če primerjamo recimo volilni rezultat ali pa recimo članstvo strank ali pa vpliv strank, širina njihove recimo volilne oziroma te članske baze, lahko vidimo, da v praksi več ljudi voli stranko, kot pa gleda njeno propagandistično trobilo. Zakaj? Zato, ker v praksi propaganda ni namenjena že prepričanim, oziroma s propagando propagandist noče niti ne pridobiti nekih novih ljudi, navdušiti nasprotnika, da bi prestopil na stran, recimo, ki jo zagovarja propagandist, ampak je njegov glavni namen dobesedno mešanje oziroma ustvarjanje megle. Se pravi, namen propagande ni prepričati nasprotnikov, ni utrjevanje prepričanja že obstoječih, bom rekel, vernikov, ampak dobesedno mešanje megle. Se pravi, da si na koncu ne ti, ki si recimo član oziroma ki si zagovornik te politične opcije, ne njihov nasprotnik, da noben od njih ne ve, kaj se čisto zares dogaja. Da te mediji oziroma da ta strankarska trobila delujejo na relaciji odzivanja oziroma reinterpretacije dogajanja na način, da ni, kot že rečeno, na koncu nobenemu nič jasno o tem, kaj se dogaja, da se ljudje izklapljajo iz tega nekega javnega nastopanja oziroma javnih premislekov o situaciji, v kateri smo se znašli kot društva, in da so na koncu v bistvu, ne, da se obrnejo vase, da skrbijo, da se v bistvu ukvarjajo večinoma sami sabo in da pustijo odločevalcem oziroma strankarskim veljakom, da pač delajo dobesedno tisto, kar hočejo. In pri propagandi je v bistvu najbolj nevarno to, da skušaš ali na eni strani nekako razgraditi ali pa da jo skušaš nekako ujeti na laži, kar je izredno težko oziroma skoraj nemogoče, zato ker si propagandisti dobesedno izmišljujejo stvari, ki obstajajo v neki deželi fantazij. In na drugi strani v bistvu hkrati pri recimo jim temu vernikih vzbujajo oziroma potrjujejo točno to, kar si oni že tako in tako mislijo. In dobite v bistvu ultimativno formulo, ki je dobesedno nerazgradljiva, ki pa hkrati dela zelo veliko škodo javnemu diskurzu, političnemu odločanju, percepciji realnosti okrog nas in je kot taka, kot že rečeno, izredno škodljiva za vse, ki recimo, da sobivamo v družbi, kjer ta propaganda obstaja. Zdaj, problem, ki smo ga mi raziskovali, oziroma problem, s katerim smo se mi ukvarjali več let in ki je potem v bistvu se znajdel tudi v večjih, recimo jim temu evropskih zakonih omejevanja financiranja propagande z davkoplačevalskim denarjem in vsem ostalim, je bilo to, da so politiki oziroma da so stranke, ki so bile takrat svojimi predstavniki na pozicijah ministrov oziroma vladnih služb,
na različne načine davkoplačevalski denar, naš denar, kanalizirale v ta negledana strankarska trobila. In zlorabljala v bistvu davkoplačevalski denar za to, da so pri življenju vzdrževala te zastrupljevalce javnega diskurza, javnega razmišljanja in v bistvu izkoriščala davkoplačevalski denar, da so preko teh trobil napadala nas, kritike, ki smo opozarjali na te probleme oziroma ki smo skušali, takrat, ko so se te problemi oziroma ko so se te zlorabe dejansko dogajale, skušali opozoriti nadzorne inštitucije, policijo, računsko sodišče in vse ostale, da se to dogaja ta trenutek in da pač naj nekaj glede tega naredijo. Kaj se je izkazalo v praksi? Da je pač konkretno recimo računsko sodišče leta 2024 odprlo oziroma zaključilo s pregledom primera, ki smo ga mi izpostavili oziroma ki smo ga mi podčrtali leta 2018. Se pravi, 6 let opozarjanja, izpostavljanja, na vse zadnje tudi toleriranja vseh napadov, žalitev, fizičnih in ostalih groženj, je bilo dobesedno za nič. In potem se človek, ki recimo temu še zmeraj verjame v demokratične inštitucije, ki verjame v to, da ne živimo v neki kraljevini, kjer imate pač neko vrhovno oblast, ki je neprizivna vsem ostalim, se pol vpraša, v čem je sploh smisel oziroma zakaj se je treba glede tako očitnih zlorab, glede tako očitnih malverzacij toliko časa ukvarjati in trpeti in v bistvu preživljati vse te travme, če se v bistvu ne bom rekel na koncu nič ne zgodi, ampak je čas te reakcije nenormalno dolg. Na tem mestu podčrtam, da pač to ne pomeni, da se s tem ni vredno ukvarjati oziroma da je bilo vse za manj. Bi si pa samo želel, kot že rečeno, polagam našim zanamcem, da se pač da bi se določene zadeve odvijale malo hitreje, oziroma da bi hišo gasili takrat, ko še gori, ne pa takrat, ko je v bistvu glavnina strehe in sten že v bistvu popolnoma podrta. Zdaj, če se mogoče pri tem požaru vrneva še malo na tiskane medije oziroma krizo medijev, takole za konec. Zdi se, da veliko, torej pri Večeru so imeli ogromno odpuščanja, delo se je pravzaprav tudi precej vsebinsko spremenilo v zadnjih nekaj letih. Odprlo se je pa po drugi strani na spletu kar nekaj raziskovalnih platform, medtem ko časopisi in revije izgubljajo svojo publiko in svoje naklade. Kakšna bo torej prihodnost novinarstva? Ali lahko raziskovalno novinarstvo na spletu preživi na enak način kot tisto v reviji ali naprimer v revijah ravno zaradi tega stroška tiska mogoče vseeno izgubljajo svoje dobičke? Jaz bi se na tej točki vrnil na to, kar sva povedala na začetku pogovora, se pravi, treba je ločiti med medijsko industrijo in novinarstvom kot obrtjo. Novinarstvo kot obrt bo preživelo, dokler bomo imeli nek način komunikacije oziroma sporočanja, zapisovanja, beleženja tega, o čemer razmišlja novinar oziroma to, kar raziskuje novinar in s čemer bi želel obvestiti javnost. V teoriji oziroma, če greva zdaj v nek ekstrem, to pomeni, da dokler bo palica puščala prah, puščala sled v tleh oziroma v pesku, bo pač neko novinarstvo oziroma neka oblika novinarstva obstajala oziroma se bo ta komunikacija lahko izvrševala na podoben način. Problem medijev, se pravi medijske industrije, ki jo najbolj zanima, kako drago oziroma kako s čim manjšimi stroški dela, čim dražje produkt delavcev, ki je v tem primeru novinarsko delo oziroma novinarsko poročilo, komentar, intervju, je pa v tem, da se ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugje po svetu, medijska podjetja niso nikoli zavedala pomena novinarstva za demokracijo, ampak so se vedno spraševala o maksimiziranju profita z
minimaliziranjem stroškom dela. In potem smo prišli v situacijo, ko so, tudi še danes jih imamo polno, medijska podjetja, novinarstvo jemala kot nek nepotreben strošek svojega poslovanja, ukvarjala so se pa s čuda enih zadev, ki niso imele niti najmanjše povezave z novinarstvom. Od preprodajanja nepremičnin do turistične agencije, do vseh ostalih zadev, ki so bile v bistvu v svoji osnovi neke vrste ekonomska, kjer je bila aplicirana neka ekonomska logika. Zdaj, kriza novinarstva je izhajala iz krize medijev oziroma iz krize tega neuspešno vodenega poslovnega modela. Niso bili novinarji krivi za to, da so medijska podjetja bankrotirala. Medijska podjetja so bankrotirala zaradi tega, ker so imela medijska podjetja nesposobne voditelje, direktorje, upravljalce. Zdaj, kaj se bo v prihodnosti dogajalo z novinarstvom, je odvisno od novinarjev. In od tega, kako se bomo kot družba zavedali oziroma kako bomo kot družba razmišljali o pomenu novinarstva, ne o pomenu medijev, kako bomo pač razumeli svojo vlogo državljana v relaciji do novinarjev, ki nam ponujajo platforme oziroma ki nam ponujajo mesta, kjer lahko izražamo svoja mnenja, beremo oziroma se informiramo o dogodkih v javnosti oziroma v javnosti in na podlagi teh dogodkov izoblikujemo svoja politična stališča, ki jih potem izražamo na volitvami in s tem pomagamo k reprodukciji oziroma obnavljanju politične realnosti, in kako bodo to svojo vlogo razumeli na vse zadnje tudi novinarji. Oziroma, kako dolgo bodo novinarji še verjeli oziroma še zaupali tej funkciji novinarstva, ne medijev, oziroma svoji vlogi pri opozarjanju na, recimo, družbene krivice in na vzpostavljanju nekega kritičnega momenta, s katerim bomo pač išli iz nekih kriz oziroma bomo skozi, kot že rečeno, politično odločanje razreševali določene probleme in išli v neko boljšo prihodnost. Ali to pomeni, da naprimer nas čaka prihodnost polna influencerjev, ki se sami preko neke vrste gonzo novinarstva razglašujejo za medije kot same po sebi, ali bojo ljudje ugotovili, da vendarle jim je bolje prisluhniti nekomu, ki ima mogoče nek filter, ki je ta pes čuvaj pomembnosti novic? Jaz bi rekel, da se lahko vse to zgodi hkrati zaporedoma in usporedno. In da se nikoli ne smemo pretvarjati oziroma da nikoli ne smemo misliti, da po eni strani zadeve ne vplivajo druga na drugo in po drugi strani, da se zadeve ne odvijajo, kot že rečeno, usporedno. Pri influencerjih, pri vplivnežih, pri vseh teh ljudeh, ki so recimo prek določenih spletnih platform našli svoje občinstvo, prek Instagrama, prek Facebooka, YouTubea, Snapchata in vsega ostalega, kar obstaja v tem svetu, se je treba zavedati predvsem to, da za temi platformami stojijo ameriške oziroma globalne korporacije, ki v bistvu ki jih zanima trenutno še samo preprodajanje naših osebnih podatkov oziroma trženje informacij ali pa podatkov, ki jih mi puščamo na teh omrežjih. To je vse. To je ekvivalent, bom rekel, turistične agencije, ki hkrati izdaja mediji izdaja zaradi ugleda, denar prinašajo turistični angažmaji. Identična zadeva je pri Facebooku, Googlu, Appleu, Amazonu in ostalih velikih podjetij. Vse to, kar mi puščamo na spletu, vse to, s čemer mi oplajamo ta splet s svojimi intelektualnimi deli, z oddajami, s podcasti, z glasbo, s slikami, s teksti, vse to je v bistvu kolateralna škoda preprodajanja osebnih oziroma prometnih podatkov vseh obiskovalcev, ki se, bom rekel malo grdo, pasejo na teh vsebinah. Zdaj, kako iziti iz tega problema oziroma kako iziti iz te krize zasebnosti, krize popolne devalvacije informacij, jaz mislim, da se to nikoli ne bo zgodilo z pozicije aktivnega državljana oziroma z pozicije
recimo nekih nevladnih organizacij ali pa nekih kritičnih predstavnikov v družbi, bodo pa ti predstavniki, aktivisti, novinarji in vsi ostali ključen moment, da bodo dobesedno prisilili politike, da se bodo začeli ukvarjati s tem problemom. Trenutno je nažalost razmerje v Bruslju med lobisti za industrijo oziroma za industrijo informacijske družbe in recimo temu aktivisti, predstavniki ljudstva, bom rekel, minimalno 1:100, se pravi en aktivist na 100 lobistov, kar pripelje oziroma kar vodi v izredno neuravnoteženo, če sva ga prej omenila, neuravnoteženo politično areno. In tukaj je spet vprašanje, ki ga imamo kot volilci, ki ga imamo kot politične živali, to, kakšne ljudi volimo na svoje politične, na pozicije političnih reprezentantov. Kakšne ljudi pošiljamo v Bruselj, komu se klanjajo ti ljudje, ki so potem enkrat dobesedno zaposleni kot evropski poslanci oziroma ki naj bi po funkciji predstavljali mnenje ljudi svojega volilnega telesa. V resnici pa vedno znova vidimo, da postajajo eni hitreje, eni počasneje, papagaji interesov velike industrije oziroma multikorporacij. In potem je krog sklenjen in se samo še, kot že rečeno, vedno znova delamo isto napako na, bom rekel, kar istem mestu. In kot že rečeno, izhod je na eni strani relativno enostaven, na drugi strani pa izredno težak, ker razmišljamo v poziciji oziroma razmišljamo z pozicije stereotipov, razmišljamo z pozicije vseh teh iskanja bližnjic v tem prenasičenem in preglasnem, bom rekel, svetu, ki nas obdaja. Najlepša hvala, več pa bomo morali verjetno prebrati na vaši platformi, kajti za danes nam je zmanjkalo časa. Domen, najlepša hvala. Hvala vam. Tako, dragi gledalci, če vas zanima še kaj več, torej le poklikajte Državljana D. Najdete ga tudi na X-u ali na, nekdaj smo mu rekli, Twitter. Ali pa na njihovi platformi. Več o najinem pogovoru pa lahko najdete seveda tudi na YouTube kanalu Megafon TV, sploh če ste katerega od delčkov morebiti zamudili. Do prihodnjič, lep pozdrav in se vidimo spet na Megafon TV.